Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o vojni proti ptičem. Leta 1932 se je v Avstraliji odvila ena najbolj nenavadnih vojn, spopad med emuji in ljudmi. V tem videu si bomo ogledali, kako so nekdanji vojaki, sedaj kmetje, spopadli z neustavljivo naravo. Po prvi svetovni vojni so avstralski in britanski veterani prejeli kose zemlje, da bi postali kmetje. Vendar pa so se kmalu soočili s številnimi težavami, zahtevni pogoji za pridelavo in padec cen pšenice zaradi velike gospodarske krize. Emuji, avtohtoni in neleteči ptiči z mehkim perjem so bili prvotno zaščitena vrsta, ampak so kmalu postali označeni kot škodljivci, ko je približno 20.000 teh ptic začelo požirati pridelke na zahodnem delu Avstralije. Bivši vojaki so zaprosili avstralsko vojsko za pomoč. Obrnili so se na ministra za obrambo, Georgea Pearsa, in zahtevali mitraljeze ter strelivo. Major G.P.V. Meredith je vodil 2 vojaka oborožena z mitraljezi, podobnim Levisom, in imel na voljo 10.000 nabojev. Prepričani so bili, da bodo z novim orožjem hitro pokončali ptice, ampak so svoje načrte prestavili na 2. november zaradi obilnega dežja. V okraju Champion so najprej opazili okoli 50 emujev in odprli ogenj. Hitrost in sposobnost ptic, da se razpršijo v manjše skupine, pa jim je omogočilo, da so se izognili strelom. Večina se je uspela umakniti, le nekaj jih je bilo ubitih. 2 dni pozneje so opazili kar 1000 emujev in načrtovali zasedo. Kljub temu so se emuji spet razpršili in izognili strelom, kar je privedlo do tega, da je bilo ubitih le 10 ptic. Eden izmed vojakov je opazil: emuji so dokazali, da niso tako neumni, kot bi običajno človek mislil. Vsaka skupina ima svojega vodjo, ogromna ptica s črnim perjem, ki straži medtem, ko se ostali ukvarjajo s pšenico. Ob prvem sumljivem znaku, da signal in številne glave se dvignejo iz pridelka. Nekatere ptice se prestrašijo, ker sproži množični beg proti grmovju, medtem ko vodja ostane, dokler njegovi člani jate ne dosežejo varnosti. Naslednji poskus je bila pritrditev mitraljeza na tovornjak. Tudi ta metoda se ni izkazala za uspešno. Neenakomerna vožnja in prevelika hitrost emujev sta onemogočili natančno streljanje. Ideja se je končala, ko se je osamljeni emu zataknil v volanu tovornjaka. Spopada je bilo uradno konec 8. novembra po negativnem medijskem odzivu, zaradi smešnega neuspeha in razpravah v avstralskem predstavniškem domu. Porabili so 2500 nabojev in ubili zgolj 200 emujev. Major Meredith je retrospektivno dejal: če bi imeli vojaško enoto za zmogljivosti prenašanja nabojev, kot imajo ti ptiči, bi se lahko spopadli z vsako vojsko na svetu. Ti se spopadajo proti nam, kot da imajo tank. Drugi poskus in njegov zaključek pa se je zgodil 12. novembra. Po nadaljnjih napadih emujev na pridelke so avstralski vojaki izvedli drug poskus. Ta je bil bolj uspešen. Ubili so 986 emujev in uporabili 9860 nabojev, kar pomeni 10 nabojev na potrjen uboj. Kljub temu pa so rezultati pokazali, da je zmaga na koncu pripadala emujem. Danes so emuji zaščiteni po zakonu o varstvu okolja in biotski raznovrstnosti iz leta 1999. Velika vojna proti emujem ostaja edinstven primer neuspešnega vojaškega spopada med ljudmi in ptiči. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.